Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani, v tokratni Beletrini v živo, v kateri se bomo dotaknili ohranjenih spominov Rudija Šelige, izbranih novel, ki jih bova predstavljala skupaj z Aleksandrom Zornom. Gospod Zorn, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Beletrini v živo, v kateri moram najprej takole povprašati, v kakšnem odnosu sta bila vidva z Rudijem Šeligom in kako ga vi poznate? Bila sva prijatelja. To se pravi, takrat smo se vsi poznali, ne? Te, ki smo pisali kritike, to sem bil jaz, na primer. Te, ki smo bili uredniki, to sem bil tudi jaz. In take, ki so pisali, Šeligov je bil pisatelj. Tako da sva glede tega sodelovala takoj, zelo hitro. Ampak bolj bistveno je to, da sva se spoznala, zares, mislim, osebno tudi to pri njegovi gledališki igri, ki smo jo delali v Gleju in se imenovala Šarada ali Darja. To je monodrama, Polona vetrih je igrala in takrat sva se nekako dobro razumela. Glede na to, da sem bil komparativist in precej zagnan za literarne poetike in novosti v literaturi, sva našla kmalu skupen jezik. Šeligov sam pa je izjemen debater, tudi zelo natančno je vse formuliral. Tudi zelo težko se je bilo z njim pogovarjati, ker se je zapičil vsako besedo. In ker je najbrž bilo z mano enako, sem se zapičil tudi vsako njegovo besedo, tako sva se pa odlično razumela. Kje sta se našla, ravno Tako. pri besedah. Januarja, če se ne motim, leta 2004 je Rudi umrl, Ja. in letos obeležujemo 20. obletnico njegove smrti in ravno temu je posvečena tudi izid te knjige. Pa me zanima, če bi tako malce pogledali v življenje Rudija Šelige, bi videli, da je en pomemben del pravzaprav vezan na Jesenice. On je tam odraščal, hodil je v šolo, a se je, kot piše noter, pogosto počutil kot nekako ne čisto prav pripadnega, kot nekoga, ki je prišel od zunaj, ki je zelo pazil, kako naj izgovarja recimo črko L, zato da ga ne bi potem še bolj izločali. V kakšnem odnosu je bil on do Jesenic? Nikakršnem. Tega nismo dolgo vedeli, odkot je. Ker pač on je iz mešanega zakona bil, ne. Oče je bil uradnik takrat pred vojno in je bil v službi nazadnje pri reki Sušat, nekako Sušac ali nekaj takega, se je reklo. Mama je Zagorka in 39. leta, to se pravi tik pred vojno, so se vrnili, oziroma je oče dobil službo na Jesenicah, tako da je začel Šeligov tja hoditi v šolo in tam se ni dobro znašel oziroma se ni razumel. Hkrati je pa, da rečem, v takem jeziku, ko je to treba v tem trenutku, fasal je nemško šolo, ne? Ker je pač to bila vojna. In potem ni razumel, je rekel ne slovensko, ne nemško, ne nič. Ne, in je zelo sovražil tisto šolo in se ni ujel. Hkrati pa potem, ko je odrasel, nekoliko bolj je pa začel, glede na to, da je bil proletarsko vzgojen na tak način, da je to razumel tudi kot ideologijo, ki jo pač treba izpolnjevati, se je zelo mlad odločil, da bo šel v Martinarno. In ker je bil tako suh in drobižek, kakor je sam pravil, kakršni so bili pač takrat mladi fantje, ker je to povojni čas in stvari niso bile take, kot so sedaj, je hodil v Martinarno po noči tudi na preizkušanje cevi, ki so jih pač tam ulili, če puščajo, ne? Kar pomeni, da so spustili notri vodo nekih 5 atmosfer, strašnih tako nekako, atmosfer, ja. ja. In je špricala ven in vse je bilo v bistvu prevroče tam, norišnica, ne? To, kar je pač Martinarna. In tam je naletel na zelo, zelo grobo okolje,
fizično grobo okolje, mislim, ne govorim o psihičnem, fizično, ker očitno se z drugimi čist oziroma tako zastopil kot v šoli. Nisem, ne. In zato v Jesenicah ni kaj dosti govoril. V bistvu je to začel pisati šele čisto na koncu. Ja, in morda vseeno kot zanimivost on tako označi, ne, da Jesenice niso samo geografsko omejene, ampak da so sočasno tudi duhovno relativno omejene, polne lumpen proletariata, kot reče, ne, in pa neke lokalpatriotične misli, tako nekako naredi en tak kratek povzetek svojega pogleda na Jesenice, ki pa verjetno izvira ravno iz tega, kar pišete, ne, iz teh dosti težkih izkušenj samega dela, ker je bil pozimi, poletje bilo vroče, pozimi ga je zeblo, ko je v smoker hodil ven iz tiste martinarne. A vendarle je zanimivo, če beremo te njegove spomine, da pa je vendarle se boril, da je vendarle gledal na delavstvo kot na nekaj, kar je treba podpreti, kar je, on piše, v starem svetu, ki ga je nov sistem, torej takratna Jugoslavija, ne, podrla, porušila, vendarle je bil nekako ideološko usmerjen tudi v to smer. Kot vsa ta mladina in hkrati še kot človek, ki je bil v takem socialnem okolju, da drugače usmerjen biti ni mogel. Saj ni imel nobenega pogleda, nobenega okna ven, ne, če rečem metaforično. Ampak vse okolje je bilo takšno. Jesenice so bile tudi potem kasneje, ko se to že bolj razvila, pa to, ko še liga že zdavnaj ni bilo več, nacionalno razvejeno okolje, divjaško-proletarsko, tudi seveda železarsko okolje, skratka tega pravega, trdega proletarskega kova. Še zdaj se to pozna, da zelo dobro igrajo hokej, ker se je treba skozi pretepati. Ampak dobro. To so že od začetka tam hokej posvojili. Ja, neko pot pa se mi zdi, da nakazuje on ven iz tega sveta, to pa je sprva glasba. Ne? Ja. Kakšen je imel on odnos do glasbe in kje najdemo glasbo tukaj v tej knjigi noter? To je najbolj zanimiva stvar, ki se mu v življenju zgodila. V bistvu ga je iz vsega tega okolja in tudi tega, kar se mu ni odprlo, v kar se ni mogel vključiti, ga je potegnila glasba. Zgleda, da je prvič slišal, ker pač takrat boh je kakšno radio so imeli doma, Koštoma, upam, da takrat je pač to bil, vi še ne veste, takle mehen, vsi smo ga imeli. No, da je prvo glasbo slišal orgle v cerkvah, ene dveh. Ker o tem piše v svojem spominu. Ne, mislim, da ima slušen spomin. Ne. In da je to tisto, predvsem tisti zvok njegov, zaslišal je nekakšen zvok, ki ga je potem kasneje večkrat natančno predelil, ki mu je odprl vesolje, da rečem najbolj preprosto, hkrati pa ga je potegnil ven iz realnosti nekam, kamor je lahko potem sledil samo z literaturo. Kasneje. Ampak hkrati je bila pa glasba, ta glasba, kar sem vam povedal, je bila začetek. Pozneje pa prišlo še nekaj zelo pomembnega, to je tisti slavni film Fant s trobento, ne? Kar on tudi piše. Ne? To je en, kako bi rekel, prvih ali pa zelo zgodnjih filmov, ki smo jo dobili v našo socialistično deželo, ker je prišlo iz gnile Amerike. In tam so se pa vozili, seveda z dolgimi avtomobili v tem filmu, Fant s trobento, Kirk Douglas je odlično igral, same kičaste skladbe, ampak to je bilo popolnoma drugačno življenje, tako zelo drugačno, da je izgledalo, da je prav literarno. In to ga je že spet prevzelo. Sam pravi, da je točil solze, ko je to gledal, ne? In odločil se je za igranje instrumenta. Pozavne, ne? Tako, ne. Hotel je imeti trobento, ne? Trobento. Tako, ja. Ampak potem je postal pozavnist, ja. Ampak kaj se je zgodilo s tem, da ni pristal potem v svetu glasbe? Ja, tudi to ni bilo ta pravo, ne. Stvar je bila taka, da on je sicer naredil akademijo, ne? Je končal to. Za cuk pozavno se je odločil zato, ker druge na razpolago v šoli ni bilo. Takrat
si dobil instrument v šoli, si nisem mogel kupiti instrumenta, ker ga večinoma ni bilo, oziroma je bil predrag, ali pa si moral imeti zveze, da si lahko kje dobil od kakšnega bivšega ali pa starega moskontorja, ki je to prodajal. Ampak to je vseeno bilo zelo drago. Se sam spomnim, ker sem hotel igrati kontrabas, pa ga ni bilo. Ne? Tako da, in zato je bilo na razpolago v šoli samo cuk pozavna, ne, trombon, ne, in zato je on igral to do konca do akademije. Potem je pa gotovo, da se je tega naveličal. Ni postal fant s trobento, igral je v pihalnem orkestru, predvsem na pogrebnih koračnicah na Jesenicah. Jaz mislim, da to ni bilo zelo vabljivo za njega. Pa vendarle, on je naredil neko avdicijo, če se ne motim, v Zagrebu, Ja. in bi mogel iti že tja igrati, Ja. a takrat je spoznal pravzaprav tik preden Ja. bi mogel oditi, da ta glasba ni tisto nekaj več, kar on išče v svojem izrazu. Ja, to piše, ampak to je hkrati življenje v orkestru. Ne? On je dobil v njihovem orkestru v Zagreb, še mislim, da je radijskem orkestru ali nekaj takega. Ja, to je pač tisti orkester, ki je zmeri bil za celo življenje, ne? Tudi pri nas. In ko je šel na postajo, tako sam piše, in je vlekel tisti instrument s sabo, ga je nenadoma pošlo, da bo potem celo življenje mogel v orkestru igrati cuk pozavno, za katero pa, če kaj poznate, orkestralno glasbo, veste, da se oglasi samo vsake toliko salta, drugače pa počiva. Tako da zelo razburljivo to ni. To je, kolikor je možno, kakšen del džeza posvečen temu, je v džezu vse čisto drugega, ne. Tole pa ni bilo ravno dobro, to je samo najbolj osnovna spremljava, tako da ga jaz zelo razumem. Rekel si je na poti, tega ne bom delal, je odložil in nikoli več igral po njegovih besedah. Odšel domov in začel študirati literaturo, tisto, kar ga je vleklo. No, in to je tisto, zdaj se malce vračava nazaj k začetku. Ne? Besede so vaju združile in beseda je pravzaprav tudi nek njegov medij bil. Beseda je pravzaprav pri njemu izjemno zanimiva, zato ker ko bereš, vidiš, kako spretno se poigrava s temi orisi. Ta Razkrmavner pravi, on je reist, ne? Zdaj pa mora biti za nekoga, ki se manj spozna na literarno teorijo, kaj bi lahko rekli o tem, kako piše Rudi Šeligo? Ja, en odgovor je lahek, drug pa ne. Bom začel z lahkim. Rudi Šeligo piše od začetka pa do konca popolnoma različno, najmanj 3 različne sloge. Tako da začetek prvi roman Stolp, tisti, ki je še pač 66 leta, je šel in opisuje gradbene delavce, je v nekakšnem normalnem realizmu. Sprememba se mu zgodi, ko začne razkrivati, kako pisati, in seveda odkrije nekaj, kar je zelo blizu Novoromanu, ki ga pa takrat Šeligo celo še ni poznal. Tako da, naprimer, Kamen, to je druga knjiga novele, ne, je napisana že v to smer, da je zelo izčistil jezik, je na samostalnike, da to rečem, je manj metafor, manj, in želi si, celo njegov junak, si želi postati kamen. Kar se pa odlično potem združi lahko s tisto poetiko, ki je takrat nastajala v Franciji, to je pa Novoroman. Novoroman, ki je izjemno zanimiva teoretična konstrukcija literature, praktična je pa neznosna, tako da jo ne bere nihče več in jo tudi noben ne more več brati, ker je neznansko dolgočasna. Ampak njihova teorija je pa perfektna. To je tako rekoč nova metafizika, kjer v svoji teoriji zatrdijo, da antropocentrizem ali pa antropomorfizem, kakor so pač takrat pisali, je tisto, kar ni pravo razumevanje literature in skozi literaturo ne sveta, ker se je treba tega otresti. Antropomorfizem pa sestavljajo predvsem metafore, seveda jaz rečem tudi pridevniki, kakršnekoli
čustvene stvari, ki jih podlagajo, naprimer pejzažu, naravi, pa to, sploh ne morejo biti ustrezne, ker jih pač človek vsiljuje nečemu, kar je samo predmet. Zato mora pisatelj opisovati predmete in mora človek sam postati predmetni kos stvarnosti. In če bo pisatelj opisoval predmete in se otresel vsega antropomorfizma, bo našel nekako paradoksalno novo metafiziko, ker bo iznajdel v besedah možnost, da stvari, ki jih opisuje čisto golo in samo stvari so. To se pravi, na ozadju niča, če rečemo tako, stvari nenadoma v literaturi eksistirajo, začnejo eksistirati. So. Preprosto tukaj se vidi, ko bereš te tekste, noter, mislim, če se ne motim, ste vi zapisali, da je antipsihologični pisec, brez transcendence, zelo predmetno orisuje stvari. In če se ne motim, v tisti noveli, kjer je na tisti rdeči barki, noter, je zelo zanimivo, ker sem šel prav še enkrat prebrati. Mislim, da opisuje spolni akt, ampak na tak način, da sploh ne veš, da ga opiše. Zelo. Kasneje, veste. Tako da sem videl, kako zanimivo se poigrava z opisovanjem oblin, z opisovanjem teh odnosov, tega moškega in ženske noter. Tako da pravzaprav pove vse, hkrati pa nič. Ja, to ste zelo lepo opazil. To se namreč ne opazi zdaj. V času, ko je literatura take vrste postala pretežka in jo zelo malo ljudi bere, samo še specialisti in uživači, je ta novela, ki sem jo vključil prav zaradi tega noter, ena najbolj erotičnih novel, kar se da, čeprav je sestavljena samo izres iz opisov. Te opisi so pa, to je že zapustil tle so že metafore, tle so že malo stvari, tle ni, tle se človek že vrnil. Tista ženska je čist stvarna, nič ni samo predmet. Je precej živa, pa tudi ta, ki opisuje, to je živ. Ampak tisto, kar pa je še ligo po tem novoromanu in po tej poetiki, ta razkrvano pač imenuje to reizem začasno, pač to so iz stvari res, to je stvar latinsko. Ampak še ligo se je začel vračati. In to je že ena izmed prvih novel, kjer se on vrne, oziroma ne, ena izmed teh najbolj zanimivih novel, kjer se vrne tako, da začne vse to upoštevati. Ker če vas vprašam, kakšna pa se vam zdi literatura, ki ne prenese nobenega pridevnika, nobene metafore, pa nobenega opisa, kaj je lepega, pa ničesar ne primerja s čem drugim, ampak popisuje samo, tle so tla, tle je polica, tle so knjige, tam je pa luč. Ja, meni je, ves čas sem analiziral in se rekel, kako zanimivo je ta pravzaprav narativ vstopi v ozadje. Ker naenkrat moraš začeti brati literaturo drugače, ker naenkrat si predstavljaš to literarno, niti ne zgodbo, ampak neko stvarnost na popolnoma drugačen način. In je fascinantno, ker ko sem začel to brati, sem rabil nekaj časa, da sem padel v ta svet. In potem se je pa zadeva začela odvijati, ker ti odvije popolnoma neko drugo perspektivo, ki je prej niti ne bi pričakoval. In zanimivo je, če navežem naprej na to, kar sam on piše v svojem eseju ob koncu knjige, za njega so pomembne tudi podrobnosti. In kakšen odnos ima on v podrobnostih, seveda navezujem na to razpravo, ki jo on tudi piše na koncu. Ja, glede tega je mojster. Danes se to ne čuti tako zelo, oziroma se težko začuti, ampak on je prišel in razvil to, takrat, kad je svoje mojstrstvo, ko je razvil. Ne govorim zdaj o strogi reistični fazi, ampak kasnejši, malo post, ko je že dovolil stvari, da grejo noter. Ta erotična zgodba je taka, kjer je že vse dovoljeno. Se je izkazalo, da je tak mojster jezika, da je edini, ki je lahko vzpostavil nek prozni pol nasproti slovenski poeziji, ki je bila takrat odlična in bogata. In se je zelo razvijala in zelo odprla in je bila seveda jezikovno raziskujoča in briljantna. Je bil še ligo prvi resen prozaist, ki je tako zelo dobro uporabljal prozni jezik, da ga lahko beremo danes po stavkih. En odstavek zvečer je dovolj, kot bi prebral kakšno pesem. Ja.
Morda vem, da se nama čas počasi izteka glede najnega pogovora, pa me zanima, nekdo, ki bi prejel to knjigo v roke, kaj lahko pričakuje od ohranjenih spominov Rudija Šelige? Ja, zdi se mi, da če je obletnica, in to je bila 20-letnica smrti, tako pomembnega pisatelja, kot je Šeligo, in hkrati tako zahtevnega, njegove končne knjige so tako zahtevne, da jih je res težko brati, ker je začel raziskovati jezik sam, da je bilo treba narediti nekakšen pregled in hkrati tudi čitanko in hkrati izbrati take proze, ki se jih da danes brati z velikim zanimanjem. Skratka, ne gre samo za literarno zgodovino, ne gre za to, da iz vsakega obdobja kaj izberemo, ker to nisem delal, pač pa gre za to, kar je najtežje. Izbrati tisto, kar se zdi, da je senzibilno tako zelo, da je preživi vse čase, tudi 50 let nazaj, ko je bilo kaj napisano, do zdaj, in da je še danes izjemno zanimivo, lepo za brati in da pri tem uživamo. In da rečemo, to je pa res dobra literatura. Za konec, ker vem, da sta se poznala, pa bom izkoristil priložnost in zastavil eno vprašanje. Rudi Šeligo je živel v času relativno velikih sprememb, v tem povojnem obdobju. In danes smo v času precej velikih sprememb. Če bi Rudi Šeligo živel še danes, o čem in kako bi pisal? To morate pa kar njega vprašati zagrobno. Hvala lepa, gospod Aleksander Zorn, spoštovani in spoštovane, vabljeni, da prejmete in primete v roke ohranjene spomine Rudija Šelige. Gre za knjigo, za katero pa čisto zares lahko rečemo, da gre za pravo jezikovno poslastico. Toliko tokrat iz Beletrine v živo in srečno. Beletrina v živo.